svetovni knjižni trg je precej hegemoniziran. To pomeni, da je pod hegemonijo enega ali nekaj večjih jezikov, kar pomeni, da se manjši jeziki, kakršna je tudi slovenščina, ampak tudi večina drugih evropskih jezikov, velikokrat zgublja. Želela bi reči, da se zgublja v prevodu, pa niti to ne, ker velikokrat niti ne pride do tega, da bi prevedli vse, kar bi želeli prevesti. In mislim, da en od temeljev Ljubljane ali pa Evropske prestolnice kulture je tudi to, da omogoča manjšim jezikom, da so slišani in ne samo slišani, da jih tudi razumemo v vseh njihovih niansah. Naziv Evropski prestolnici kulture bi po eni strani omogočil knjižnim producentkam, producentom, avtoricam in avtorjem bistveno boljše pogoje za delo, po drugi strani pa, kar se mi zdi morda enako pomembno ali pa še bolj pomembno, je, da bi omogočili dostopnost knjige prav vsem. Knjiga je do neke mere še vedno žal privilegij, ni dostopna vsem, ne po finančni plati, ne po intelektualni plati. In kar se mi zdi na tem mestu nujno, je, da kot Evropska prestolnica kulture vzpostavimo mesto, ki bo bralo, ki bo znalo brati in ki bo izurjeno v tem, da bere tudi med vrsticami. Stojimo tukaj pred Plečnikovimi propilejami na Ljubljanskem navju, ki si ga je arhitekt zamislil kot hram, počivališče velikanov slovenske kulture. V Nuku hranimo danes zapuščine mnogih od njih, se pravi, da hranimo njihov spomin. In prepričan sem, da bi Ljubljana kot prestolnica evropske kulture zaslužila tudi trajen spomin na te ljudi v obliki neke vrste muzeja. O tem se pogovarjamo že desetletja, lahko rečem. Ta ideja je vzniknila kmalu po drugi svetovni vojni in v ta namen so v Ljubljani že iskali elitne lokacije. Tukaj je šlo za Kodeljevo graščino, Cekinov grad, Stiški dvorec, Zoisova hiša. Nažalost, nobena od teh lokacij ni doživela te lepe usode. Želimo pa si vsekakor, da bi v prihodnje lahko uredili neke vrste literarni muzej skupaj z literarnim arhivom, kjer bi hranili to dokumentacijo o slovenskih pesnikih, pisateljih in drugih mož peresa, ki bi si na ta način zaslužili trajno obeležitev v prestolnici slovenske kulture. V okviru EPK imamo konkreten in lokalen projekt prenove in širitve knjižnične enote na Glinškovi ploščadi. In seveda tudi tu kujemo še neke nove vidike zelene knjižnice. To je ena takih redkih knjižničnih enot, ki ima v svojem okviru tudi pripadajočo zeleno zunanjo površino. Ima vrt, na katerem pravzaprav že do sedaj ponujamo knjižnico na vrtu, tako da otroci lahko tam prosto sodelujejo s knjižničarko, si zasajajo zelišča, opazovali so, kako posajeno raste in za mestno okolje je to neka dodana vrednota, do katere ne more čisto vsak. Bi želela povedati tudi to, da knjiga je za vsakega uporabnika še vedno varna in morda najbolj primerna oblika kulturnega udejstvovanja sedaj v tem času, ko nam korona pravzaprav grozi oziroma nas nekako zapira za meje svojih zidov. Zelo
v zahtevnih časih živimo, ki so po drugi strani vedno bolj plitki in tle se mi zdi, da je vedno bolj zavestna odločitev, kako hočemo živeti in kako razumeti svet. Lahko to razumemo na podlagi tega, kar nam ponudijo mediji ali pa avtoritete, lahko se pa sami na to pot podamo in to nikoli ni tako enostavno, kot se zdi. Zato rabimo znanost, filozofijo, umetnost. To so tudi takšni poudarki, ki jih kot posamezniki ali pa kot družba lahko postavimo tako velikega pomena. In to se mi zdi, da je najtežje take odločitve sprejeti in kadar si vzamemo tak čas daljši za razmišljati, kot si predstavljam, da je lahko tudi ta prijava EPK-ja, kjer velika skupina ljudi se v tem trenutku verjetno intenzivno povezuje in razmišlja, je to lahko ena velika priložnost ravno to, za take poudarke narediti in obrate, ki jih včasih težko drugače se zanje odločimo.